Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Z vami je spet redna tedenska oddaja Moja zgodba. Tokrat v znamenju knjige 30 Selške doline avtorice Marije Gasser. Namreč pod tem naslovom je v knjigi gospa Marija Gasser opisala 10 cerkva v Selški dolini, ki so bile med drugo svetovno vojno ali po njej porušene, nato pa vse obnovljene. In avtorica je danes moja gostja, jo lepo pozdravljam, dober večer. Dober večer. Pa bova začela s tistim klasičnim vprašanjem, nekaj vas je moglo gnati, ne, da ste to knjigo zapisali, torej kako je prišlo do omenjene knjige? Letos beležimo 80. obletnico konca druge svetovne vojne, ki je prinesla veliko gorja in tudi naše doline ni obšla. Želim, da žrtve in trpljenje ne bi ostali pozabljeni. Poleg človeških žrtev, porušenih domov, so bili porušeni tudi sakralni objekti, med njimi tudi cerkve. Knjiga temelji na dejstvih. V njej je dokumentarno in arhivsko gradivo z namenom ohranjanja preteklosti za rodove nazaj, temelj sedanjosti in sled za prihodnost. Knjiga prinaša, kar je bilo včasih zbrano po različnih fasciklih, časopisih in v spominih ter v srcih pričevalcev, dokumentacije pa župnijske kronike so bile pa v glavnem uničene in je bilo zelo težko dobiti podatke. Ideja se je rodila spontano, pravzaprav me je k temu usmerila urednica, profesor Ines Crgol iz Kopra, ko se mi je povedala, da so v Selški dolini požgali 10 cerkva. Gledala me je kot nejeveren Tomaž, kar je zapisala tudi v uvodnik, kjer pravi, da Slovenci nimamo le primata v največjem democidu in genocidu vojnega in povojnega časa, temveč tudi v kulturocidu, uničevanju svojih sakralnih objektov. Nad mojim delom je bedela več kot pol leta gospa Ines Crgol, profesorica, publicistka, pesnica, urednica več knjig, prevajalka, ki je predlagala koncept knjige 30 Rožnega venca. Bedela je nad samo vsebino, kot tudi nad oblikovanjem knjige, me spodbujala pri iskanju gradiva, prispevala večino verzov, oblikovala pripombe, napisala uvodnik in sugerirala zamisli pri oblikovanju epiloga, za kar sem je izjemno hvaležna. Brez urednice profesor Ines Crgol ta knjiga ne bi obstajala, vsaj ne v taki obliki, kot je. Tako je imela načrt, kaj in kako, in danes je knjiga točno taka, kot si jo je zamislila, lepa, polna fotografij, verzov in izbranega besedila. Sama podatke zbiram že več kot desetletje in sicer o različni tematiki na Selškem, o preteklosti Selške doline, tudi o vojni, o kateri nihče noče pisati. Odhaja generacija, ki jo je doživela. Uspela sem ujeti in zapisati nekaj spominov in večina je še neobjavljenih. Nikoli ne rečem, da bom napisala o določeni tematiki. Napišem, ko se pojavi dovolj gradiva, naprimer o prvih svetih obhajilih na Selškem, ki je bilo objavljeno v Železnih nitih, potem o Škofu Volku, objavljeno v Zavezi. Zbiranje in poslušanje gradiva traja res že dolgo. Ko zberem gradivo, takrat se začne šele pravo delo. Naprimer pri cerkvah. Obdobje same gradnje je bila ena sama tema. Zapisano ni bilo o rušenju, o nekaterih cerkvah nisem našla fotografij, kljub temu, da sem iskala in hodila do ljudi sem in tja. Selška dolina je bila bogat duhovni krščanski svet do konca druge svetovne vojne. V preteklosti je bilo to še bolj poudarjeno, saj so se ljudje zbirali okrog cerkva in vsa kultura je nastajala okrog njih. Vsa umetnost, glasbena, likovna, rezbarska. Ljudje so se srečevali, sklepali znanstva in gradili same sebe oziroma rasli na duhovnem, jezikovnem, literarnem, kulturnem področju. Drugo področje pa zajema to, kar je zbrano v knjigi. Materialno kulturo, ki so jo zgradili v stoletjih skoraj 1000 let.
Tematika v porušenih cerkvah me je res popolnoma prevzela, pretresla. Presenetilo pa me je predvsem to, da so se ljudje potem zbrali in ponovno obnovili cerkve. In to ostane le, če so ljudje bili pripravljeni pripovedovati in če nekdo zapiše. Bilo je zelo težko včasih izvabljati pokopane spomine, ker se nekateri nahajajo v najbolj skritih kotičkih spomina. Uradni vir pa tega ni nikoli zabeležil. Težke pripovedi niso samo na papirju, hodijo za menoj, ostanejo v srcu in pustijo pečat. Treba je zapisati, povedati, zaradi ljudi, ki so toliko pretrpeli, da njihove žrtve niso bile zaman. Pred leti sva prav v tej oddaji predstavljala knjigo, vašo knjigo Vasi pod Ratitovcem, in se mi zdi, da gre za neko logično nadaljevanje pravzaprav tistega, kar ste tam zapisali. Se motim? Ne, logično nadaljevanje, nadgradnja tega. Tudi potem so ljudje prišli in pripovedovali še naprej, razpletle so se druge zgodbe o Sevški dolini, zelo tragične, pa tudi zelo vesele. Tako da zdaj smo pri rezultatu, torej vaši zdaj že 3. knjigi. O njej, o tej knjigi 30 Selške doline je treba povedati, da je zanimiva že sama zgradba. Namreč usode cerkva niso predstavljene kronološko, ampak skozi prizmo veselega, žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Tako recimo sledimo temu, kar so ljudje postavili, potem kako je bilo porušeno in v častitljivem delu, kako so se ljudje potem spet zavzeli in postavili naprej. Prosim. Ja, v bistvu so cerkvice postavljene v vseh 3 delih rožnega venca, potem kako so bile rušene. Po idejni zasnovi urednice gospe Ines Strgol so cerkvice združene v molitveni venec, v 30 rožnega venca, veseli, žalostni in častitljivi del, kot simbol radosti oziroma lepote nastanka, potem žalostni del trpljenja krajev in ponovnega vzpona iz pepela. In nenehno rast skozi rodove, željo, da bi se ljudje zatekali pod njihove oboke. V veselem delu je vsaka cerkev predstavljena s fotografijo in verzom, zatem sledi zavetnik, zaščitnik ali svetnik cerkve in kraja ter pregovor. Nato sledi predstavitev cerkve. Zapisi cerkva niso enako dolgi. Ker se seveda ne ve čisto točno, ne? Ne ve se čisto točno. Če bi bili recimo zgrajeni ti sakralni objekti iz strani recimo gospostva ali kaj podobnega, potem bi bilo zavedeno, ker pa gre verjetno za delo ljudi. Tako, za pristno izražanje tega svojega notranjega, pa ni zavedeno, ne? Ja, zanimivo se mi zdi, da Pavle Blaznik v svojem delu Škofja Loka in škofjeloško gospostvo samo meni, da ni znano, kdo je te cerkve gradil. Če bi sodelovalo zemljiško gospostvo, bi bilo to napisano v arhivih tedanjega časa. Tako pa lahko predvidevamo, da so cerkve po hribčkih in v dolinah, kjer so v glavnem župnijske cerkve, da jih je gradil globoko veren človek in tudi premožen človek. Recimo, prvi zapisi v cerkvicah se nahajajo nekako v arhivih okrog leta 1501. Tudi kraj je predstavljen zelo kratko, kajti vse informacije danes so že napisane. Jih lahko dobimo v različnih medijih in v različni literaturi. Potem sledi žalostni del, ki je najkrajši. Ker je tudi najmanj podatkov, ne? Najmanj podatkov, najmanj slikovnega materiala in najmanj informacij. Je pa pričevanje to o konkretnem zgodovinskem obdobju in bo v prihodnosti vedno bolj zanimiv dokument, ki bo iztrgal iz pozabe agresivni ateizem in sovraštvo do krščanstva, ki so ga tako brezobzirno izvajali komunisti.
Za nekatere cerkve sploh ne vemo, kaj smo izgubili. Ni bilo popisano prej, niso napovedali in ljudje niso mogli rešiti iz cerkve vsaj določenih predmetov, ne. No, recimo tukaj omeniva orgle iz cerkve v Dražgošah, ne? Ko so Nemci napovedali, da bodo minirali, so dovolili, da so se orgle umaknile in so danes v župnijski cerkvi v Železnikih. Mislim, kar je izjemno pomembno, ne, Železniki, Dražgoše, kako so povezani. Zelo zanimivo se mi zdi, da sem zdaj po knjigi dobila točen zapis, kdo je zažgal orgle v Železnikih. Bile pa so to orgle, ene najlepših orgel na Slovenskem. Ohranjene so tudi fotografije, mislim, da so bile 2 leti nazaj, ko so bile vpisane orgle v železnih nitih, je bila objavljena tudi fotografija. Danes pa so v cerkvi svetega Antona Puščavnika orgle iz Dražgoške cerkve. Mislim, da to večina ljudi ne ve. V bistvu v žalostnem delu je zapis zamolčane zgodovine, to je zdravljenje duše za narod, za prebivalce. Gre za popis kulturne dediščine in prikaz opustošenja sevških cerkva. Iz knjige se da razbrati nekak ljubezen do skupnosti. Zapis je v žalostnem delu, brez kakršnega koli sovraštva, brez obsojanja, samo zato, da bi se soočili z resnico. Bere se kot bolečina ljudi in bere se kot radost. V bistvu veliko nasprotij je v tej knjigi. Potem pa sledi častitljivi del. Ta se mi zdi izjemno lep. Tukaj so prikazane cerkve z novejšimi fotografijami, kako so jih ljudje po vojni obnovili, kako so pozidane, kar je res častitljivo. To je bil zelo hud čas takoj po vojni. Nekatere so obnovili takoj po vojni. Recimo Sveti Tomaž, prvo mašo so imeli že konec leta 1945 v njej. Ni bilo niti za kruh, bila je obvezna vdaja. Ljudje so pa šli in so najprej gradili cerkve. In pričevalec mi je recimo prejšnji teden povedal, da je govoril z mamo in je rekla, da sploh ni bilo težko, da je kar nekako šlo. Recimo, koliko molitev, koliko obljub je okrog teh cerkva, to so res sveti kraji. Nihče jih ni v to prisilil. Ljudje so bili prepričani, da morajo to storiti. In so storili. In so storili, ja. Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je gospa Marija Gasar, avtorica knjige 30 Selške doline. Naj povem, da je Selška dolina polna cerkva, drobnih arhitekturnih, umetnostnih biserov, ki so seveda znamenja trdne vere. Zdaj, izgubili pa ste, oziroma smo Slovenci v času med in pa po drugi svetovni vojni 10 cerkva na vašem koncu. Mogoče nam zdaj poveste, katere cerkve so to in pa kakšni so bili izstopajoči umetnostni spomeniki, kdo so bili avtorji, da vemo, ne, približno, kaj smo izgubili. V Selško dolino je leta 1945 spadala 21 cerkva, od tega 8 župnijskih in 13 podružnic. Od leta 2003 je ena cerkev manj, in sicer cerkev svetega Primoža in Felicijanija na Jamniku, ki od takrat pripada drugi župniji. Nekatere cerkve so bile, od teh so bile tudi romarske, recimo Sveta Edrt, Sveta Lucija, Sveti Miklavž. Izgubili smo pa, popolnoma uničenih je pa bilo 10 cerkva, in sicer prva Sveta Lucija v Dražgošah, druga Svet Anton Puščavnik v Železnikih, tretja Sveti Lenart na Svetem Lenartu, četrta Sveti Tomaž, potem so
pa sledile, recimo v marcu 1945, ko so porušili Sveti Mohor, svetega Nadangela, Mihajla na Planici, potem Sveti Miklavž, Sveti križ nad Kališi, Sveto Jedrt nad Lajšami in zadnjo, letos bo 50-letnica. 1975 je bila to cerkev na Zalemlogu, Svete Marije v nebo vzete in spada tudi v sklop revolucionarnega nasilja. Zdaj pa cerkve so bile postavljene v mozaiku različnih obdobij, nekatere datirajo že v 13. stoletje, s seboj nosijo sledove romanske dobe, gotike, baroka in so bile izjemne umetniške in kulturne vrednosti. Potem se čutijo različni vplivi, ker so ljudje prihajali iz različnih krajev, zato je stavbna, sakralna dediščina v Sevški dolini deležna kar nekaj močnih tujih vplivov, naprimer germanske kolonizacije, z razvojem fužinarstva, furlanske kolonizacije. Bogati fužinarji so prinesli zametke iz Ljubljane, Trsta, meščansko arhitekturo. Potem so pa tukaj le lokalni mojstri, domači mojstri, ki so slikali, rezbarili in kiparili in imeli svoje delavnice. Tako da cerkvene oboke in notranjost krasijo freske svetopisemskih oseb, zgodb in svetnikov. V naši dolini pa so poslikavali in pustili sled zelo znani umetniki. Naprimer Jernej iz Loke, Janez Valentin Metziger, Leopold Lajer, v Železnikih je slika Svete Ane, v oltarju Svete Ane, potem Ivan Grohar, impresionist, Ivan Zajec, ki je znan po postavitvi Prešernovega spomenika v Ljubljani, potem Janez Wolf, Matevž Langus, Jože Plečnik, Anton Bitlenc, Stane Kregar, Viktor Snoj in tako poljanski umetniki, Štefan Šubic in njegova sinova Jurij in Janez. In letos bo 150 let od postavljanja njegovih kulisnih jaslic, ki jih še vedno postavljamo v cerkvi Svetega Antona v Železnikih. In leta 2021 so bile razstavljene tudi v Narodni galeriji v Ljubljani, prav tako so naredili miniaturne Šubičeve jaslice, ki se jih še danes lahko kupi v župnišču v Železnikih. Jaslice in Božji grob so ob požigu cerkve Svetega Antona Puščavnika ostali, kljub temu, da so nekateri izjavljali, da le škoda, da ta šara ni pogorela. Je pa Štefan Šubic umetnik, mislim, da svetovnega slovesa, ne samo lokalnega. Tako da je res veliko umetnikov. Skratka, zdaj smo nekako začutili, kaj vse je bilo v teh krajih in kaj je bilo obsojeno na uničenje. In zdaj vas sprašujem, gospa Marija Gasar, kaj se je zgodilo med drugo svetovno vojno, da je bilo kar 10 cerkva obsojenih na uničenje? Glejte, verniki so bili nevarnost. Trdna vera je bila nevarna. Komunizem je postavil stvari na glavo in tradicionalne vrednote je hotel izničiti. Vse bi rad podredil in nadomestil z idejo. Ideja je pa nevarna stvar. Nasilna. To pomeni vzeti identiteto, to je konec kulture, uničuje človekovo osebnost in tako dalje. Za vse so si pa našli izgovor. Med vojno in po vojni, tudi še leta 2003 so upravičevali s tem, da se v teh cerkvah, posebno po podružnicah, hribovskih vaseh, nameravajo ustanoviti domobranske postojanke. V nobeni od teh cerkva, Sveti Tomaž, Sveti Mohor, Sveti Miklavž, je še danes težji dostop. Še danes ni vode, ni osnovne infrastrukture in... Kako bo tam vojaštvo, ne? Kako bo tam vojaštvo, ja. Recimo Sveti Nadangel Gabriel na Planici ima vodovod šele od leta 2006. Razlogov za rušitev ni bilo.
Se pa je domobranska postojanka ustanavljala na Svetem križu, nekako 3 tedne, kamor so se zatekli fantje, ki niso hoteli v partizane, pač ki so se morali nekam umakniti. Takrat so že nekako vedeli, kaj se zgodi, če niso za komunizem, strel v hrbet in tako, in so se umaknili na Sevca. In šele po nekaj urah ali po enem dnevu so partizani napadli Sveti križ in porušili 500 let staro cerkev, bogato s freskami. Zanimivo je, da so freske ostale in da so obnovljene. Tudi cerkev v Železnikih so porušili kasneje, ko so Nemci že odšli iz kraja, in župnik Pavel Kržišnik leta 1954 zapiše v arhiv, človek se ne more znebiti vtisa, da so to počenjali gotovi ljudje brez odgovornosti in objestnosti in hudobije. Poleg tega gre po vojni tudi za spreminjanje imen krajev. Recimo o tem je obširno napisano, imam samo omenjeno, recimo Sveti Tomaž se spremeni leta 1955, Tomaž nad Praprotnim. Sveti Lenart se spremeni v Lenart nad Lušo in tako naprej. Mislim, v glavnem Zakon o imenovanju naselij in označevanju trgov je prepovedal imena, ki niso v skladu z današnjo družbeno stvarnostjo. Vendar ti ljudje so pridobili nazaj svoje ime. Zanimivo se mi pa zdi, ko sem iskala še za Sveti Miklavž in Sveti Mohor, da sem našla v knjigi Franceta Planina Škofja Loka, Sevško in Poljansko dolino, kjer označi, zemljevidijo napiše Miklavška gora, ampak v opombah označi tudi Sveti Miklavž, označi samo v zemljevidu Mohor, v opombah pa tudi Sveti Mohor. No, zanimivo je recimo tudi, da v Loškem muzeju še dolgo najdemo recimo zapis, ki ne ustreza resnici, ne? Ja. Zakaj je bila cerkev podrta, ne? Ja, Sveta Jedrt. Pri Sveti Jedrt je zapis zvonik cerkve v Lajšah, kjer je bila domobranska postojanka. Razstava je trenutno zaprta, jaz upam, da bojo to popravili. Tam ni bilo nikoli domobranske postojanke. Tam je domačin, kar je tudi opisano v knjigi, streljal na svoje tovariše. In tudi, ko sem brala knjigo Pomniki NOB, je noter polno takih izključujočih možnosti in zapisov. No. Tako da bo treba zgodovino marsikaj preveriti in napisati na novo. In tudi v enciklopedijah so stvari zapisane ne zgodovinsko, ampak ideološko. In kdo so bili ljudje v ozadju? Recimo v knjigi najdemo tudi opis primera, ko je cerkev nekemu funkcionarju ukvarila pogled in potem je pač morala podleči eksplozivu. Glejte, cerkve je rušil škofjeloški odred, ki ga je vodil Otto Vrhunec, Blaž Ostrovrhar. Še vedno ga nekateri poveličujejo kot kulturnika. Zrušil pa je sevško kulturo, velik del sevške kulture. Domačin Tone Lotrič je napisal knjigo Škofjeloški odred, v kateri je zelo veliko potvorjene resnice. Med domačini pa je bilo večkrat slišati, da je Ostrovrhar, ko je stal nad Topoljami, izjavil, da z tega mesta ne bo gledal nobene cerkvice. Gre za območje, od koder sega pogled na vse cerkvice v okolici, ki jih je dal kasneje uničiti. In prav na tem mestu je on 5. aprila 1945 padel. Domačin mi je dodatno pripovedoval, kako je padel, ampak o tem ne bi zdaj. Mogoče bi povedala še tole, kaj je v ozadju. V ozadju je komunistična revolucija. Da bi gradili, tako kot je napisala v vodniku gospa Crgol, v sklop povojnih in vojnih pobojev sodi tudi vojno in povojno rušenje. Slovensko bitje je bilo treba preoblikovati, potrebno je bilo nekako zabrisati identiteto prostora in človeka v njem, tistega človeka, ki je gradil cerkve, kapelice in tako dalje. To pa komunistom ni bilo po volji.
No, povedati je treba, da so bile cerkve denimo uničene potem, ko je bila pokrajina že v navednicah osvobojena. Ne? Ja. Tam pa so ostale recimo v tistem času, ko so bili tam okupatorji, razen seveda v Dražgošah. Ja, nekaj cerkva ni bilo poškodovanih. Samo 4 cerkve od 21 niso bile poškodovane. Drugih 7 pa je doživelo dodatno res hudo nasilje, vendar niso bile popolnoma razrušene. Mogoče je največ utrpela cerkev svetega Primoža in Felicijana na Jamniku. Dražgoše pa so porušili Nemci. Dražgoše so bila bogata krščanska vas in partizanom je ni bilo škoda. Dražgoše so žrtev zločinske komunistične doktrine. Tako jaz mislim, da je treba sovražnika vznemirjati na naseljenih območjih, da se potem maščuje nad prebivalci. Spremljate oddajo Moja zgodba ob knjigi 30 Selške doline avtorice Marije Gasar, ki je danes naša gostja in sicer opisuje 10 cerkva v Selški dolini, ki so bile med drugo svetovno vojno, pa tudi po njej zadnja leta 1975 porušene, a vse do zadnje obnovljene. Ja, mogoče bi se zdaj malce dotaknila teh datumov. Vi kronološko opisujete, kako so te cerkve padle, začnete z Dražgošami, nadaljujete z Železniki, potem pa lahko pravzaprav sledimo datume, kako se je premikala neka partizanska enota od cerkve do cerkve. Očitno je bila zadolžena ne toliko za boj proti okupatorju, kot za uničenje sakralnih objektov. Ja, zadolženi so bili ta minerska četa. Dobili so razstrelivo, vendar ne razstrelivo za rušenje cerkva. Dobili so razstrelivo za rušenje mostov, železnic in res sovražnikovih objektov, ampak oni so šli rušiti cerkve. Rušili so s tistim razstrelivom, ki so ga nametali Američani, ampak oni so rušili cerkve. Zakaj se je v marca 1945 v enem slabem tednu, tek pred koncem druge svetovne vojne, ko je bila zmaga že na dlani, zgodil tak pogrom nad cerkvicami, mi ni uspelo ugotoviti. Ampak je pa zanimivo, ne? Midva tole oddajo prav ob 80-letnici teh dogodkov pošiljava v slovensko javnost. Ja, res zanimivo. Zakaj se je to zgodilo? To mi ni jasno. To ni šlo za strateške akcije, ampak za obračun z drugače mislečimi. Tudi ne za maščevanje, ampak res obračun z drugače mislečimi, silo nekako ustvariti, da bi se ljudje pač pridružili komunizmu, vsaj tako jaz mislim. 6. marca so uničili Sveti Mohor, v sredo cerkvico svetega nadangela Gabriela na Planici. To je tudi speljana pot, peš pot, kjer so ljudje hodili včasih recimo s Planice v Kranj, v bistvu skozi Selško dolino na Planico v Kranj. V četrtek, to se pravi 8. je padel Sveti Miklavž, v petek 9. marca ni bilo nič, 10. marca 1945 pade Sveti križ in 11. marca, to se pravi v nedeljo, pade Sveta Jedrt. Težko so te akcije razumljive, ker so v hribovskih vaseh partizani našli zatočišče in jih domačini niso uvajali. Kdorkoli je prišel, je naletel pač na pomoč, na prijazno besedo, saj so imeli orožje in ljudje so pa želeli le preživeti. Zdi se mi pa zelo zanimivo, nekako tako simbolno, Sveti Mohor, skoraj popolnoma porušen, kjer se vidijo porušena cerkev, stali sta 2 steni zvonika, v zraku pa zvonovi, ki so še danes na Svetem Mohorju. Potem Sveti Miklavž, zvonovi ne pogorijo. Potem Sveta Jedrt,
ki je res strahotno prizadeta. V zvoniku kljub porušenju visi mali zvon, 2 zvonova sta na tleh in eden nudi napis Strel in viharjev reši nas, o Gospod. In ko so ljudje začutili, da jim bodo zvonove pobrali, so ju skrili za 47 let v šupo med butare na neki kmetiji, recimo. Zato so tudi na naslovnico so zvonovi. Zvonovi so ene izmed najbolj, kako bi rekla, simbolnimi znameni cerkve. Eden od pričevalcev, kako je padla cerkev pri Svetem Tomažu, pa je tudi znani slovenski glasbenik, ne? Ja. Fantje s Praprotna, ne? Fantje s Praprotna, gospod Andrej Bergant. Imela sem res srečo, da sem ga našla, ker če ne, o cerkvici Svetega Tomaža ne bi imela nobenega pričevanja. On pa se tega spominja prav tako, kot bi bilo včeraj. In on je pripovedoval, on je bil takrat 7 let star in je pripovedoval, kako se vsega spomni. Je pa Andrej Bergant, še zadnji živeči član Fantov s Praprotna, ki je ponesel ime Slovenije in doline v svet in je bil lani tudi častni občan občine Železniki. Tako in na njegovo hišo so dali tudi spominsko ploščo. Porušili so tudi kar veliko število kapelic, recimo po vojni. Cerkev Marije Vnebovzete na Zalomlogu pa je bila požgana leta 1975. Za 5. julij 1975. leta je bila napovedana nova maša domačina Janeza Zupanca. In ker v Zalem Logu že dolgo ni bilo, več desetletij ni bilo maše, se je vsa župnija veselila tega dogodka. Požig cerkve tako ni bil naključen, vendar slovesnosti ni preprečil. Nova maša je bila kljub temu ob lepem vremenu, ob veliki udeležbi na vrtu ob župnišču. Za požig so okrivili Mežnarja, ki je zaradi tega zelo trpel, a domačini vemo, kdo jo je požgal. Velja pa uradni dokument, da je šlo za nesrečo, ne? Ja, velja. Tudi raziskave ni bilo, ko je recimo gospod Maksimilijan Cepek, ki je takrat imel pod okriljem vse župnije, recimo Železniki, pa župnijo Zalilog, pa župnijo Dražgoše, je napisal tudi odlično kroniko iz tega časa. In ko je on pač povedal, da tega nikakor ni zakrivil Mežnar, se je vsa stvar ustavila. Meni so celo rekli, ko sem jih spraševala tako po terenu, kdo je zažgal to cerkev, so rekli, da ogenj. Tako, to je bil odgovor, ampak potem so ljudje povedali, no, vedo. To se ve. No, zdaj sva pa pri tej močni veri, ki je potem pripeljala do tega, da so domačini vse te podrte cerkve obnovili. Povojna oblast je na več mestih to obnovo zavirala, ampak na koncu je vendarle zmagala volja ljudi. Se pravi, vse te cerkve spet stojijo, nekatere tudi kot novogradnje, nekatere kot obnovljene. Kako so gradili cerkve? Ljudje so živeli živi rožni venec. Dražgošani so se najprej umislili novo cerkev, ker je bila baraka dotrajena, vendar dovoljenja ni bilo. Pri vseh cerkvah so imeli zelo hude težave s samoobnovo. Z voljo ljudi, z recimo odpovedovanjem so zgradili cerkev v Dražgoših leta 1968. V Železnikih se je vrnil po izgnanstvu Valentin Bertoncelj, župnik, in mu ni bilo lahko, ker so izvajali nad njim hudo nasilje, kar je tudi en delček je opisan. Vrnil se je tudi Blaž Gortner, ki je po pripovedovanju najbolj zaslužil, da cerkev stoji. To, kar bom povedala zdaj, je tudi novo po knjigi, da smo lahko srečni, da ta lepa cerkev v Železnikih stoji, s cerkev svetega Antona Puščavnika, ker bi jo porušili, tako kot v Poljanah, in na mestu postavili javna stranišča. To so mi povedali in zagotovo to drži. Zanimivo tukaj je, ne, da smo v moji zgodbi pred nekaj časa gostili gospoda Trilerja, ne, ki nam je povedal, da so krajani
železnikov po nedeljski sveti maši prijeli za orodje in zidali cerkev, da se je pozidala nazaj. Ne? Kljub temu, kako so bili občani železnikov usmerjeni, pa rušitve cerkve niso odobravali in so prijeli za delo. Vsi, mlado in staro. Sveti Mohor, na primer, so gradili brez dovoljenja. Niso dobili dovoljenja, ampak so ga gradili. Recimo Sveto Edard so jo nameravali popraviti, takrat bi še rešili to cerkev, to je bila ena najlepših cerkva. Pa je tik pred zdajci, 48. leta, prišel odlok o prepovedi. Tako so jo gradili šele leta 90 in ko so cerkev zgradili, ko še ni bila niti pokrita, so vanjo namestili ta dva zvonova, ki sta bila za 47 let zaprta v šupo in zvonili celo popoldne. Kakšno veselje, kakšna sreča, kako je to ganljivo, to je treba doživeti, tudi ta pripovedovanja, kar so mi ljudje pripovedovali. Gradnja cerkva, 3 so nove na Sevškem, je ljudi izjemno povezala. Nove cerkve so gradile vse generacije. Ljudje so doma pustili vse kmečko delo in šli graditi cerkve v svojem okolju. To je presežno. Knjiga prikazuje, kot sem že rekla, skrajnosti, veselje in trpljenje ter presunljivo lepoto v dejanjih in besedah. Čeprav si vedno zamišljamo, da je bilo v dolini več zla, v knjigi prevlada dobrota, ki jo ne morejo uničiti ne vojna in ne ideologija, in simbolno pokaže, da je cerkev neuničljiva in kako mogočna inteligenca vlada nad nami. Zdaj pa seveda k vprašanju, zakaj izdaja omenjene knjige. Komu v opomin ste jo napisali? Glejte, že gospod Anton Slabe je v uvodniku poudaril misel Gustava Mahlerja. Ohranjanje spomina ni ohranjanje preteklosti, ampak prihodnosti. Knjiga je napisana za dobrobit družbene skupnosti, zato, da bi pač naši zanamci vedeli, kako so se cerkve gradile, v kakšnih pogojih so nastale, kaj se je zgodilo in kaj se je posledično zgodilo, da so cerkve spet postavili. Ljudje, ki živijo tu, rodovi, so blagoslov za Sevško dolino. Skrbijo, da se ohranja ta sakralna dediščina, ki ni samo sakralna, ampak to je naša kultura. Napisana je knjiga v zahvalo prednikom, je poklon slovenski kulturni krajini, ljudem, ki so z veliko vztrajnosti, odrekanja, predvsem pa ljubezni, bogatili to krajino in želim, da kar se dogaja, recimo, vedno se najdejo ljudje, ki to ženejo naprej in ki skrbijo za dediščino, za kulturo. Kaj je vse slovenski narod žrtvoval, spravil skupaj zaradi svoje vere, svojega prepričanja in svojega jezika. To mora biti zapisano, s tem je treba osvestiti ljudi. Tako da... Zato je bilo napisano. Zato je delo napisano, ja. Zdaj pa še pred koncem eno kratko vprašanje, namreč knjiga je 30 Selške doline je že nekaj časa dosegljiva. V mesecu januarju ste jo prvič predstavili, zdaj pa seveda tudi na Selškem predavanja, pogovori, soočanja mnenj z ljudmi, ki verjamem, vsaj tisti, ki želijo poznati zgodovino svojih krajev, hvaležno sprejemajo tudi te nove informacije. Kakšni so odmevi na terenu, gospa Marija Gasser? Vi namreč prihajate iz krajev, ki so bili očitno, tako smo lahko začutili, zelo razdeljeni glede teh vprašanj. Ali se je to v zadnjih letih, recimo od tiste vaše prve knjige Vasi pod Ratiteljcem, kaj spremenilo? Mislim, da smo Slovenci razdeljeni, ne samo naša dolina, da smo razdeljeni in da vedno gledamo le ljudi, ki so glasni. Včasih imamo občutek, da kakšna manjšina reče, da je
kar normalno, da so podirali cerkve. Da so jih še premalo. Da so jih še premalo, to je vse zaradi nevednosti. Strah in molk sta bila predolgo ukoreninjena v naše življenje in izgubilo se je za 2 rodova pripovedovanj. Sama vidim, kako je to žalostno, da ljudje niso pripovedovali in niso prenesli določene stvari skozi rodove naprej. Poleg tega tudi v izobraževalnem sistemu ni bilo vse v redu, ker se je recimo samo ena plat poudarjala in premalo se je govorilo. Drugače pa, mislim, jaz sem presenečena, da so v komunizmu popravili cerkve. To je bil tihi upor. Bi bili danes tega ljudje sposobni? Kakšni so odzivi? Takšni in drugačni. Večina ljudi pa ima v dolini pozitivno mnenje in so mi hvaležni, da nekdo govori o zamolčanih dogodkih. To mi tudi povedo in mi pomagajo, zelo mi pomagajo, me podpirajo, povedo mi, usmerijo me, kam je še treba, komu je še treba, kdo še kaj ve. Ja, tako da posamezniki, ki nasprotujejo, to so res posamezniki. Vemo, kakšna klima je trenutno, ki drži to linijo, pa so plačani. Vsaj meni se zdi tako, pa saj ljudje pravijo tako. Ta je plačan, da to drži, ne vem. Vse zaradi denarja, tudi vsakoletna parada revščine v Dražgoših je podprta z denarjem. In ob vseh teh zločinih pa se še vedno najdejo ljudje, ki te čase hvalijo in to so v glavnem ljudje, ki so se pač rodili z zlato žlico v ustih, ki so privilegirani. Tudi sama sem videla po desetletju, če se je kaj spremenilo, zgornji del, kar je zanimivo, so veliko bolj spreščeni in ljudje zelo radi pripovedujejo. Spodnji del doline, čeprav je širši, je bolj zaprt. Mislim, v spodnjem delu sem začela šele sedaj pridobivati pričevanja. Upam, da mi ni vse ušlo. Nekateri si ne upajo. Še vedno jih je strah in to je tudi nekak prikaz, kakšno je stanje demokracije pri nas. Naša generacija mora razčistiti s tem, da ne ostane to naloga za rodove. Če ne se iz zgodovine nismo ničesar naučili. Določene stvari se morajo razčistiti in mi smo dolžni, ki kakorkoli vemo o tem, da o tem pripovedujejo. Bi pa rekla tako, danes, ko sem šla na tale vaš vrt miru, sem videla zelo en lep vers in če ima moja knjiga, če je prežeta z verzi, sem našla tegale, ki je tako lep in sicer Gregor Strniša. To je živa čarovnija zemlje, vode in neba, da se kira, ki ubija, nikdar nič ne pokonča. Treba je samo čas, da se bo to izčistilo. Da bojo pozabljeni, pomorjeni, nepokopani, našli svojo sveto zemljo. In za vse nas, ki trpimo za posledicami tega zla. To je bila današnja oddaja Moja zgodba z Marijo Gasar o 3 desetkah Sevške doline, knjigi, ki je na voljo in čaka na svoje bralce. Mimogrede, kje jo je moč dobiti? Lahko se jo dobi pri meni osebno in trenutno v župnišču v Železnikih in v Sevcih. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k branju. Vam, Marija Gasar, pa hvala lepa za to, da ste to knjigo napisali, vanjo zajeli en kup spominov in jih predali vsem nam, slovenski javnosti, ki je prav, da o teh dogodkih nekaj ve. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Moja zgodba.